pa vabim k deležence naše prve okrogle mize v sklopu kamere in pa seveda tudi mikrofona. In sicer najprej med nami pozdravljam gospoda Tiborja Šimonko, predsednika Gospodarske zbornice Slovenije in pa stare rekla, gospoda Edija Pobegajla, direktorja Turistično-gospodarske zbornice, oba tukaj, dobrodošla. Gospod dr. Marto Solšak-Jerman, direktorico razvoja v Petrolu. Zdravljena gospa, vas ne vidim, upam, da se nam lahko pridružite, če ste pred kamero. Gospod magistro Anito Stojčevsko, predsednico uprave RKP banke, zdravljeni. Gospoda Blaža Brodnaka ponovno med nami, gospoda Johna Denhofa, predsednika uprave Nove kreditne banke Maribor, zdravljeni, došli, in pa gospoda magistra Matila Stilana, predsednika uprave banke. Zdravljeni. Lep pozdrav, dober dan, ste skupaj. Hvala lepa. Veseli smo, da imamo danes dve zelo obetajoči razprave o okrogle mizi. Zdaj, ta prva okrogle miza je namenjena predvsem, bi rekla, pogledu bolj strateškemu najprej na priložnosti, ki jih načrt gospodarskega okrevanja in pa tudi vse druge zadržane doslej investicije nudijo slovenskemu gospodarstvu in pa seveda tudi bančnemu sektorju. Tako da prvo vprašanje, ki bo prav naslovljeno kar na vse današnje zdajšnje udeležence okrogle mize, seveda z različnih zornih kotov, predvsem njihovih lastnih ekspertnih razmer, je ali menite, da so projekti podpirani v nacionalnem programu taki, ki dobro odrazijo razvojne potrebe in pa komparativne prednosti slovenskega gospodarstva, oziroma seveda ne v kontekstu kritike, ampak predvsem v kontekstu, kaj je tukaj nekaj, kar je res dobrodošlo, lahko dobro izkoristimo in pa katere potem še vzporedne možnosti odpira tak načrt. Gospodarski predvsemši gospod Šimonka, kar z vami kot predsednikom Gospodarske zbornice, da res bi rekla top-down pogledom v stanje našega gospodarstva in pa njene naravnosti v kontekstu jeklarske panoge, ki je ena izmed pomembnih panog, ki ima tudi potenciala investicijskega verjetno na področju sprememb okoljskih, povečevanja energetske učinkovitosti, menjave virov energije. Izvolite, gospod Šimonko.
Hvala lepa, zato se pravi, potenciala je bistveno več, s tem, da pravzaprav je pa negotovost povezana z dejstvom, da mora biti kakšen od del tega potenciala ne bo zmožen zagotoviti, da bi rekla, ustrezne finančne strukture, pač ne bi mogli živeti strukture, ki je povezana z posojili oziroma kreditiranjem, to se pravi nekako mešani. Zdaj, vidika sektorja seveda to je tako izboljšano, da bo večja potreba po financiranju dobrih gospodarskih projektov, ampak tudi vprašanje je celostne optimizacije vseh teh procesov. Tako pa ocenjujete vi, gospod Kobazajlo, z vidika sektorja turizma, tukaj je bilo videti predvideni kar nekaj, na nek način v deležu vsekakor bistveno več sredstev. Socializirani turizem sam po sebi je eden iz sektorjev, kjer je velika priložnosti razvojnih v Slovenijo, pa tudi za, bi rekla, zeleno trajnostno. Ja, to je res dober dan, vsem lep pozdrav. Hvala najprej za vabilo na današnjo konferenco, s veseljem se udeležujemo. Če dovolite samo en stavek, da ne bom predolg, glede turizma. Kot ste sigurno zasledili, je to panoga, ki je verjetno najbolj prizadeta zaradi epidemije COVID-a. Slovenski turizem v primerjavi let 2019 pa 2020 beleži prepolovitev prihodkov. V letošnjem letu sicer gre za rast, ampak je tam majhna. Vemo zdaj še točno koliko bo, ampak 5-10% na lani, to se pravi še bistveno slabše od leta 2019.
Druga ugotovitev, to moramo seveda povedati in se tudi zahvaliti državi za pomoč, ki jo turizem prejel v tem obdobju leta 2004. Splošni ukrepi so sigurno ohranili veliko podjetij in tudi veliko delovnih mest, tukaj smo vsi skupaj kar nekaj dosegli. Ob tem seveda ne moram mimo dejstva, da določeni segmenti turizma so pa še vedno na zelo trhlih nogah. Mestni turizem, kongresni, turistične agencije in del gostinstva so še v zelo nevarnih vodah, če tako izrazim. Zdaj to, kar recimo nas skrbi, je to, da vse domače in tuje strokovne napovedi o okrevanju se uresničujejo. Izhod iz krize v naši panogi je počasen. Največkrat se omeni leto 2024 kot leto po nebi, če bo vse kot sreče prišlo do neke približne normalizacije poslovanja. In seveda ta časovna luknja med 2021 pa 2024 seveda obstaja. In glede na to, da se državna pomoč krči, sredstva iz razpisov bojo pa verjetno na voljo šele v parih let, je ta časovni interval nas skrbi. Zdaj pa, če grem na vaše vprašanje, zdaj vsebinsko, če pogledamo, katera področja bojo predmet financiranja razpisov, se pravi digitalizacija, trajnost, zeleni prehod, kar se turizma tiče tudi investicije v kapacitete višjih kategorij, prestrukturiranje gorskih centrov in tako naprej. To se nam zdi v redu. To se nam zdi v redu tudi zato, ker bo tudi nastajajoča strategija slovenskega turizma za obdobje 2022 temeljila na podobnih ali pa celo na enakih vsebinah. Tako da vsebinsko se nam zdi, da se zelo lepo to ujame in s tem smo zadovoljni. Je pa seveda vprašanje, tukaj se pa ne navezuje na gospoda Šimonko, seveda obseg teh sredstev, neko informacija, ki jih imamo, ne bi sklada za okrevanje in odpornost turizmu bilo namenjeno 75 milijonov, React EU 50 milijonov in turistka bolnica pa še niso bila znana sredstva, tega smo pač potrebovali te informacije. Zdaj, če je temu res tako, tudi glede na to, da gre za dolgo časovno obdobje, nas tudi skrbi, da je ta obseg sredstev relativno mehen. Verjamem, da bomo še dobili dodatne informacije, ampak to nas nekoliko skrbi. Da pa vse nekako bolj pozitivno, se obrnemo naprej. Slovenija, oziroma turizem v Sloveniji pa ima eno prednost in to je dosedanji razvoj v zadnjih letih. V Sloveniji obstaja zelo uveljavljena, tudi mednarodno moram reči, zelena shema slovenskega turizma. To bomo v nadaljevanju, če okrogli mize še malo več spregovorili, ampak vseeno, nekako gre za shemo, ki obstaja zadnjih, oziroma ki se gradi, ki se nadgrajuje zadnjih 7 let in ki poudarja prav te vsebine, prav zelene, trajnostne in tako naprej. Ker se je pokazalo seveda velik plus tudi v tem COVID obdobju, iščejo pač neke nemnožične oblike življenja prostega časa, naravo, zeleno, lokalno, če rečem tako naprej. In tukaj se perfektno pač poklapa z shemo turizma, ki je certificirana shema, pa da ne bi se ponavljal, verjetno bomo tudi malo več o tem rekli. Tako da vsebinsko se nam zdi v redu, časovno, finančno pa nas tudi. Ponovno to, da finančni sektor je res izrazito presežno naspiten, tudi da pa morajo biti dolgoročno ne samo okoljsko zeleno, tudi finančno projekti vzdržni. To je naš skupen interes. Zdaj, mogoče samo eno podvprašanje. Vi ste omenili, da COVID spreminja trende v povpraševanju po obliki storitev turističnih. Pričakujete, da bo se tudi v prihodnje se v nekem delu obdržalo, da je tudi ta, bi rekla, trajna sprememba potencialno obnašanja ljudi, kar v tem primeru bi rekli, da ima Slovenija tudi dolgoročno še, tako bi rekla, izrazito prednost konkurenčno, če je temu tako. Ja, to pričakujemo, pa ne samo mi, ampak tudi na to, da zelo tesno sodelujemo tudi z Evropskim združenjem za turizem iz Bruslja.
kar imamo informacije, da je to nek trend, ki ne bi, rekel, tudi v po-covid obdobju pač ostal. Konec konca tudi recimo segment turizma, ki je še vedno zelo na tleh, so te medkontinentalni prevozi, pač leti. In po napovedih bo to še kar trajalo, da bodo nazaj. Tako da zdaj vlada res taka zelo močna, bi rekel, konkurenčna borba na regionalnih trgih. Na teh trgih znotraj radija 500-600 kilometrov okrog destinacije. In se vse te države evropske potegujejo za istega gosta. In tukaj je sigurno prednost Slovenije, ker imamo toliko razvito pač že to trajnostno lokalno ponudbo, ki se tudi zelo dobro komunicira preko slovenske turistične organizacije na trgih. Seveda, slaba novica pa ta, da tudi preko Evropskega združenja pa imamo informacije, da seveda se zdaj zelo veliko evropskih držav turistično gledano pač usmerja v to področje. In recimo Španija, kot nekako v naši percepciji, ena taka država z Barcelono pa plažami, zdaj res ogromne denarje investira v zeleno in trajnostno pač ponudbo. Tukaj bo borba huda, ampak mislim, če bomo pametni, če se bomo dobro obrnili v podporo bank sploh ne dvomim, lahko obdržimo to premijo. To bo sigurno cilj. Tako odpirate eno vprašanje, ki bo pomembno nadaljevanje posebej, ki se prihaja do nekih časovnih delitev ali pa nekako kako oblikovati v sistemu naših slovenskega nekaj produktov, ki bi lahko ali pa moštva nekaj časovne vrzeli, torej se bomo še vračali v naslednjih mesecih, sigurno s tem vprašanjem, ki lahko morda tudi banke oblikovanje novih produktov, ki tudi razumno banke morda tudi na tak način pripomorejo k temu, da ne bi zagotovili priložnosti, kako se reče konkurenca, se krati. Ne vem, če je gospa Jerman z nami. Jaz sem z vami, imam napuščeno kamero, zdaj pa zakaj me ne vidite. No, dobrodošli. Hvala. Hvala lepa, da ste se pridružili. Zdaj, vi, gospa Jerman, se vodite razvoj na projekte pomembno trajnostne v PCB-u, ki je naš seveda najmočnejši ekonomsko pomemben, pa tudi visoko stopnjo investiranja v razvoj v energetsko obnovljive vire, oziroma imate zelo ambiciozno strategijo preobrazbe v Petrolu in kako vi vidite ta program? Je tukaj prostora, ali je pomembno, da je cirkuliranje gospodarskih družb relativno nizko, in premajhno, ker v gospodarstvu je v celoti na dragatnej ravni kar nekaj prihrankov, se je nabralo v tem obdobju gospodarskih družb. Kako vidite vi program streza vašega primerno naslavlja dejavnost, v kateri se vi upoštevajoč razvojno strategijo, recimo, ki jo imate in si vidite. Hvala za priložnost in vabilo, da podelim nekaj misli tudi v imenu naše družbe s vami. Zdaj, gradnja trajnostne identitete Petrola kot izhodiščno tradicionalnega ponudnika energije fosilnega izvora je izjemno zahtevna. V novi perspektivi in pač v perspektivi Fit for 55 se zelo močno zavedamo, kaj vse bo potrebno postoriti in kako drago bo to. Še največji izziv v resnici predstavlja pravzaprav pomen in zmožnost v deležniški verigi. Tako na strani dobaviteljev energije, ker mi seveda velik del energije pač kupimo. En del jo tudi že sami proizvedemo, in v tej niši same proizvodnje obnovljive energije nas čaka velika priložnost in tudi pravzaprav edina možnost. Potem pa tretji deležnik je pa naš potrošnik. Ali bo sposoben akumulirati oziroma sprejemati dražjo energijo na vidik. Ne to pač zdaj trenutno stanje počije iz fosilnih razlogov, ampak obnovljivi viri so do neke mere še posebej v prometu
mnogo dražji. Ekonomija proizvodnje je premajhna, da bi trenutno v zadostni meri lahko spreminjali miks tekočih fosilnih goriv, ki so še vedno v največjem obsegu dosegljivi našemu potrošniku. Ne. Tako da zdaj mi tole tale Next Generation EU program skrbno spremljamo. Slišali smo že, da pravzaprav za velika podjetja so tukaj še mehanizmi, kjer smo upravičeni v zelo majhnem deležu do nepovratnih sredstev, tako da je to že samo vsota ni velika, kot smo slišali, potem pa tudi, če participiramo k projektom, iščemo partnerstva, smo kot veliko podjetje v bistvu in nam podobni upravičeni do tukaj majhnih deležev. Tako da je to na to ne moreš ne vem kako veliki meri računati, tako da nam tukaj preostane seveda, da se spogledujemo s povratnimi sredstvi. Drugače pa se nam zdi, da se moramo zelo aktivno povezovati ta partnerstva. Private partnership je še velika priložnost, znamo to delati, smo primeren partner tako na področju zagotavljanja učinkovite rabe energije, zagotavljanja prihrankov pri končnih kupcih, kjer smo po eni strani obveznik, po drugi strani partnerje lahko nudimo skozi projekte, ki jih lahko prijavljamo tudi skozi določene programe, ki so predmet tega odgovora na vprašanje, se pravi, lahko to nudimo. Morda je velika priložnost predvsem na pilotnih in demonstracijskih projektih, ki ravno na področju obnovljivih virov še posebej pomenijo. Pravzaprav nimamo neke dolgoročne rešitve, sintetična goriva, ki bi nekje v najboljši meri hitro lahko izkoristila že obstoječo infrastrukturo, zmanjševala posege v prostor, ki jih terjajo tudi nove trajnostne rešitve. Tako da na tem področju vidimo možnost sodelovanja z različnimi partnerji. Ja, pod črto, da ne vzame preveč časa, sredstev ni veliko in smo seveda tudi omejeni kot veliko podjetje. Smo pa na voljo za sklepanje partnerstev v skupnih projektih. Je pa tudi tako, da so pravzaprav glavnine aktivnosti programiranja inštrumentov je že več ali manj zaključeno. To se je dogajalo lani pa letos. Vprašanje bomo se vrnili ali danes ali pa na drugi priložnosti. Zdaj seveda, kar ste vi povedali, odpira kar nekaj vprašanj, bi rekla dodatnih, ampak bomo kar zdaj nadaljevali, da prihranili za drugič, če ne bo danes možno z odzivom pa bančnega sektorja na ta program, predvsem seveda z vidika tega, kar čutijo, poznajo, vedo bankirji iz informacij, ki jih imajo v stiku z gospodarstvom, ki ga podpirajo iz povpraševanja, je že recimo to investicijsko povpraševanje čutiti ali pa prihajajoče povpraševanje čutiti, je čutiti dovolj povpraševanje v zelene naložbe, v spremembe, ki naj bi jih ti programi in pa tudi spremembe strategij bank podprli in spodbudili. Gospa Socioska, najprej vas, da pač lastnih izkušenj vodenja vaše poslovne banke, komentirate program, predstavljen in pa tisto, kar čutite na terenu oziroma iz gospodarstva in povpraševanja. Hvala lepa, Stanka, hvala tudi ostalim udeležencem, pozdrav. Tako, na kratko bi jaz rekla naslednje. Seveda v SKB banki podpiramo vse te iniciative, ki jih je pač vlada sprejela z različnimi programi, z namenom pač zelene preobrazbe in seveda vseh ostalih iniciativ, o katerih je govorila gospa iz ministrstva. Vsekakor je to seveda zelo dobrodošlo, saj bo to pripomorlo temu, da bo naša kakovost življenja v Sloveniji in tudi gospodarski razvoj boljši in hitrejši in da bomo pač nekoliko zmanjšali ta zaostanek, ki ga imamo v primerjavi z drugimi bolj razvitimi državami. Seveda, v Sloveniji izzivov je ogromno, vemo recimo s katerim izzivom se srečujemo danes, predvsem v povezavi z epidemijo, ni samo naš izziv, ampak vemo, da pač
vse te zgodbe vezano na naše zdravstvo, socialno varstvo, potem demografske spremembe, naša nizka produktivnost, vse to zahtevajo pač dodatne investicije. Seveda si mi želimo to vrstne investicije podpreti, vidimo, da so potrebe ogromne, sredstev je tudi zadosti, oziroma je kar nekaj na razpolago, ampak očitno to, kar je pač gospod Šimenka povedal, neenakomerno ali pa neustrezno porazdeljene med gospodarskimi subjekti. Za banke jaz mislim, da za financiranje teh tovrstnih projektov je prostora zadosti, mi tudi sami imamo veliko lastnih virov, s katerimi bi lahko podprli naša podjetja ali pa stranke pri tovrstni transformaciji. Seveda pa srečujemo že zdaj na trgu, določene stranke nas o teh stvarih poprašujejo, sprašujejo, na kakšen način jih bomo tukaj podprli. Seveda razmišljajo določene stranke tudi o drugačnih modelih, kot smo mi seveda jih do sedaj tudi izvajamo, neposredno financiranje v obliki kreditov, ampak določene podjetja že razmišljajo o nekih drugačnih povezavi med podjetji ali pa dobavitelji in posameznimi kupci in našo vlogo kot financerja v tej zgodbi. Tako da to je tudi naša vloga bank v tej zgodbi zelene transformacije, da tukaj vsem gospodarskim subjektom in tudi ostalim deležnikom pomagamo pri tovrstni transformaciji in financiranju. Zdaj sem govoril tudi na nivoju OTP skupine, smo že začeli rečemo, zajetno pripravo strategije, vezano na to spodbujanje okoljskih projektov. Seveda pri tem pa je naš cilj, da gremo postopno in pravično v transformacijo, ker menimo, da ta transformacija ne bo tako možna kar čez noč in da tukaj moramo pač poskrbeti za vse ustrezne deležnike v verigi. Tako da jaz bi zdaj zaenkrat to, pa potem pa še naprej, ker vidim, da so še ostali kolegi na vrsti. Nadaljuje. Država da to infrastrukturo, podjetno pa ne mogoče mednarodno konkurenčno. Dogaja se pač zgodovinska priložnost, opravičljivo imamo, dejansko se prerazporejajo nabavne verige globalne in mi seveda s tem, ko zamujamo pri izgradnji infrastrukture na eni strani in na drugi strani ne spodbudimo inženirskega napajanja teh nekih novih priložnosti z razvojno kapico in katerimi drugimi pomembnimi reformami, ki so bile omenjene na začetku strani Fiderja. Potrebujemo seveda tudi reformo absolutno pokojninskega sistema, razvoj kapitalskega trga, da bodo podjetniki lahko dostopali denarja normalno na kapitalskem trgu in to na ekonomskih temeljih potem izvodili po rast. Države je fajn nekaj dobiti, ampak dejansko je to sistem. Na drugi strani, ko se pogovarjamo o dostopnosti finančnih virov danes, če ni vzdržnega projekta, finančno vzdržnega projekta, ki ima 7 tudi bančnih ponudb. Tako da govoriti zdaj o spodbudah, danes je tako. To je spet ena posluha, kratkoročna, kako bomo šli denarja pobrali z namesto, da bi se pogovarjali o tem, kaj je pa razvojno zemlja, pomeni, da bomo izkoristili razvojne priložnosti, ki so pred nami, zaradi globalnega rekonstruiranja verige vrednosti. In tu, nažalost, ni do dialoga, nažalost se spet ne znamo prebuditi cilja, nažalost bomo še vedno gradili drugi 3-5 let, in kot pisali povedali, da financiramo, samo da črpamo leta. Kdaj smo gradili zadnji energetski let? Mi tudi to smo financirali. Koliko let nazaj? Naslednji na vrsti kdaj? Dajmo se zdaj, ni čistega vina, dajmo reči Bobu. Dajmo reči Bobu Bog. Dajmo se nekaj pretvarjati. Dajmo reči Bobu Bog. Za resni razvojni preboj potrebujemo stimulativno reformo okolja, da bodo zagotavljali, da bodo ambiciozni, delovni, podjetni, imeli možnost ustvarjati, da lahko vse različni, da lahko vse ljudje in se z veseljem pojavljali kot digitalni nomadi, inženirski nomadi, še v Sloveniji na izobraževalnem sistemu ne proizvamo dovolj, vsem dolžnim spoštovanjem za gospoda Pobegajla, vse več imamo kazati. Iskrenim upravičilom, ampak kadarkoli pridem v hotel državne vlasti, je to storite povsem neprimerljivo različnih potencijalov. Povsem. In znanje, da na takratnem kadru sploh niso najeste ponudbe, teh nekaj zasebnih gostilin, ki se resno trudi, imajo ekstremne težave z odlivom kadra v tujino, novega ne proizvede, vse na mladih, da to odločajo, da se organizirali ta poklic naraven, natakarja, ne pa naraven nekoga, ki se naša vzikati. In se je treba resno vprašati,
sankcij, o tem, kaj so cilji posamičnih panog, meni stane ne tako napad subvencije. Subvencije niso rešitev. Mi moramo vzgajati talente, tudi seveda storitev ponudbe, oziroma kakovost proizvodov in storitev pripeljali na nivo, da bo mednarodna konkurenca in lahko tekmovala, ne. Za Španijo, ki se pojavlja v trajnostnem turizmu, Slovenija najlepša, samo tam mora se nekaj poslišati, kratke, ki pozna svetovno ponudbo vin in zna povedati, zakaj je slovenski olje. V danem kontekstu najprej meni tako. In to ne samo to, ne samo belo in rdeče, ampak ne, katero suho verzijo šipona v ponudbo vsem krožnikom zakaj. To je potem trajnostni turizem. Začujem, to je tako v globalnem kontekstu. Želite vi najvišjo raven gosta, potrebujete najvišjo raven ponudbe, ne. In tu je nekaj, kar s tem se mi sistematično ukvarjamo, kar nas bi država upravljala hotelistično, ne, namesto da bi to dala upravljati personalsko, vse imate otrok, ne, izjemno uspešno, ne, pa se to hvatili s tem, pa se vala mladi, pa so se vsi izjemno uspešni podjetni, ne, upravljavci, uspešni kapacitet, in to ima treba država, to ni eno stvar. Drugi strani pa ne proizvajati kadar, da vidite, zdaj sem malo bil, rekel, da to se dovolj, da sem vidim slovenski turizm, malo moram mera, ne, to je nekaj, da nisem vse osebno poznam, in imam izjemno rad, da vidim, da zdaj ne se tužja, ne. Ampak vam povem, ker sem imel posebno izkušnje, ne, pa greš se zasebni po tej valski spet rezično ponujo, pa greš se tistega koliko rože, pa je razlika kardinalna. To ni isti radio ponudbe, to ni isti radio ponudbe, ko se izkušnje. Ne morate isti cene zaračunati, zato se treba naštete, ne. Na drugi strani pa, ko gre za energetski sektor, ki je, to nisem se spet rekla, prej, kad stavite mogli to. Kdaj bomo nuklearko vi začeli kopati? Ne kdaj bomo dobili dovoljeno, samo tek kopati, da to šteje. In potem kdaj bo zgrejeno. Tež moramo zapreti, vse jasno. Zaradi praktične gradske, enostavno ekonomske, da ne vzdržimo država, tega ne bomo več mogli se in koga zapremo, kaj potem? Takrat mora nuklearka stati. Drugi lot mora stati, ne Tibor ne bo imel energije. Po normalnih energiji cen. 24 mora na razpolago. Če bomo Pavlom, da se zaprli dol. In tako naprej. Vsi bili zagotovo, te več ne konkretnega na to temo povedal, ampak ko govorimo o trajnosti, se moramo kljub temu zavedati, da neke stvari so pa aksiomi, ne, in brez njih ne bo šlo, če želimo govoriti o nacionalni suverenosti. Če pa želimo izkoristiti priložnost, prvinsko dimenzije v tem trenutku, pa je za bolje volje čas, da se naseljeno dimenzije ne kaj pa res želimo kot prioritete za ta narod in to ekonomijo. Ne pa zdaj bomo zgradili tam par cestov, pa želeli vse hrabno, ne, samo jutro, ne čez 5 let, da se bojim, da bo spet vlade, ne smimo sredno, tako da vidim. Jaz se obočujem, ampak spet se tidiča edukacije. To pač ambiciozno. Hvala lepa. Pričakovano in tudi namen sigurno te razprave, upam, da jih bo vedno več, tudi predstavniki vladanice, gospodarstvo, bančništvo, obrtno, turizmo, morda neposredno manj, ampak poskušamo vedno bolj intenzivno povezovati, tako da bi bili slišani, ne, skupno nekoliko bolj. Jaz vsekakor moram dati v odziv gospodu Povedajlu, ker je pa sigurno dejstvo, da vprašanje kadrov nekaj, kar nas že danes pesti, ne samo na področju turizma, tudi bančništva in še kje druge. Potem pa tudi morala povabiti gospod Kirbešiger, da ste še z nami, če ste lahko se nekoliko odzvali na to, a lahko pričakujemo, jasno vemo, da je vlada in da je veliko akterjev, ki morajo poskrbeti za to, da so načrti pravočasno izpolnjeni, ampak vendarle recimo, če lahko pokomentirate, je pričakovati, da bi tokratni načrti, ki so zajeti v ta načrt gospodarskega razvoja, bili tako bolj pravočasno beri včeraj, možnosti danes, vsekakor pa ne pojutrišnjem, kot je gospod Vodnek izval, pa predvsem na osnovi žalostnih izkušenj, da se 30 let pogovarjamo o železniški progi, pa še o čem drugem tudi, ne. Tako da gospod Povedajlo, izvolite, pa Kirbiš, potem gremo pa naprej s transferja. Ja, jaz seveda moram odgovoriti gospodu Vodnjaku, ki si ter zelo lahko govori, no, mi je všeč vaš nastop. Ampak par čisto konkretnih stvari, no, iz prve roke, ne. Sem leta 2014 prišel v Kranjsko Goro delati zato, ker je prejšnji upravljalec, ki je bilo švicarsko hotelijersko podjetje popolnoma razočaralo in konkurenčno. Ko smo na Bledu delali v hotelih, smo imeli v hotelih v državnih lasti praktično enake ocene za vrsta gostov kot okoliški privatpenzioni. Tako da preveliko posploševanje mislim, da ni čisto na mestu, se pa absolutno strinjam, da je kakovost storitve tista, za katero moramo vsi stremeti. In pravilno ugotavljate, seveda je eden največjih izzivov v turizmu Slovenije, ki bo največji izziv verjetno naslednjih 5 let, kader. Ni pa to slovenski problem. Vsi veste, če prijete v Avstrijo, da se bomo sobo podprav v Mađarkah, ali v Slovakiji, ker pridete v Nemčijo, tudi pridete v Anglijo, je Indijska, pridete v Francijo, pa je že džert. To je pač evropski
evropski izzivi turizma, ki smo jim zdaj pač priča tudi mi, ne zdaj v COVID času, to je bilo že v letu 2018. Tako da s tem se zelo intenzivno pač ukvarjamo tudi mi in zelo intenzivno delamo na promociji poklica v šolah, v srednjih šolah, v višjih strokovnih šolah. Zato, ker je prišlo s COVID kriza, je pa prišlo do upada vpisa, in ravno zaradi tega, da se zagotavlja pač nek kvaliteten kader, je treba delati na vseh nivojih, ampak povem pa pač na glas, da brez tujcev v panogi sigurno ne bomo mogli delati, ker zakaj bi mi, cela Evropa pa ne. Pa bi lahko še dolgo govorila, ampak da je besedo še. Vprašanje zelo resno nasloviti. Morda gospod Kirbi še lahko hitro pokomentirate tale izziv, ki ga je gospod Kirbi postavil. Ja, mogoče pa z tem znanja. Gospod Denko je simultan prevod ustrezno, lahko v slovenščini nadaljujem. Ali, well, Mr. Denko, you are kindly invited. Yes, I hear you well. Okay, please, the word is yours. Okay, good. Well, just picking up on what some of my prior colleagues and speakers said, we are following with great interest the program and the policies, but our main focus is not really the implementation of those. It's actually working with clients on a daily basis. Now getting an echo. But importantly, as we work with our clients, what's really important is, as Anita mentioned, our job and our role is mainly funding enterprise. So we have to make sure that we are investing smartly in the economy and in the sector. And that's why I think one of the things not yet mentioned that is a critical response and role of the banks is to provide know-how. So we need to advise our clients, and they are, of course, in every single sector. They are corporate, they are SME, and they are individuals, about how to really optimize either their living or their business model. So we are working quite a lot with clients. And whether or not we have corona, this has always been our daily business. We have cycles up and we have cycles down. So really knowing our clients, working with them, advising them on how to operate has been extremely important. If you look at some of the themes today, it's not so much about the aftermath of corona as much as it is impacts on the economy. You see, for example, supply chain interruption. That's something that helps us have an entrance to clients because they are seeing forecasts down. They are seeing difficulty meeting production targets and so on. So the challenges are evolving. Of course, nobody knows there won't be another lockdown. I think it is a risk we face. But other than that, things are beginning to get a little bit back to normal. So we are, in fact, encouraging people to invest smartly, to consume smartly, and also to operate carefully within their means. So I think, just to summarize, it's very important that we chase challenges with good investments, not poor ones. And that's why I understand the tension in the debate is often some of the private sector saying that it would be better if we had more grants, larger grants, faster implementation, but we have to be very careful how we invest. For us, the themes of the program are very well thought through, especially digitization, especially focusing on ESG, which I think will come through in the second part of the panel and later in the day. But it's important, obviously, that we maintain, agile and that we really reduce bureaucracy in the process. People do need to have access to not just funding, but also the right investments. They need also access to the right platforms and infrastructure, as I think was said by some of the colleagues. I'll pause there in case you have questions or comments from anybody else. Sharing value chains, you mentioned a little bit that it's good at one that globally we ker razvojne banke bile srednjeročno nazaj, a ne začelo oblikovati mnogo preden je bila to glavna tema celotne Evrope in sveta, oblikovati specifične vrste produktov, ki ne bi nastavljala tveganja trajnostnega, financiranja trajnostnih produktov. Kako lahko podpre razvojna banka gospodarstvo zdaj ob teh priložnostih, s kakšnimi produkti in koliko je tukaj možnosti za razvoj nekih novih instrumentov, kjer bi sredstva razvojnih bank in komercialnih bank lahko recimo
podprla že omenjene možne, recimo časovne vrzeli pri projektih, sploh specifičnost teh projektov investicij, ki imajo bolj dolgoročen horizont običajno začetkov vračanja. Izvolite. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav v imenu vseh banke. Upam, da se slišimo skupaj. Torej, jaz bi začel s tem, da finančni okvir Republike Slovenije do leta 2030, se pravi 10 let, predvideva približno več kot 10,5 milijard evropskih in nacionalnih sredstev, in od tega jih je večino 8,5 milijard nepovratnih. Po drugi strani pa vemo, da pač so krediti bank gospodarstvu, ki so gospodarstvo, ki je ključno za razvoj Slovenije, pa približno tudi 10 milijard. In seveda, kar je bistveno, potem je še, da je bančni sektor tudi zelo likviden. In tu pridemo do dveh vprašanj, ki jih je treba po moje vodoma različiti, kaj seveda pomenijo te nepovratne in te povratne viri, oziroma ali gre tudi za konkurenco med bankami in, drugimi viri, ki so tudi na razpolago. Vendar na to si verjetno danes ne bomo odgovorili v smislu tega, ker pa dela SID banka, bi pa rad upozoril na dve zadevi. Prvo je, kako je možno s temi sredstvi v prihodnje upravljati in razpravljati in kaj lahko to naredi, tako SID banka, tako seveda bančni sektor. Upoštevaje oceno teh razvojnih potreb, ki jih mi vidimo v Sloveniji, tako z vidika konkurenčnosti, kot zelenega prehoda, kot drugih zadev, pa glede na prakse, ki jih imajo druge države v svetu in pa seveda možnost kombinacije različnih oblik financiranja zlasti po inštrumentov, kot jih tudi navedel prej države. Po naši oceni treba na tem področju narediti en bistven premik in sicer v smislu večjega zagotovila sodelovanja bank pri financiranju tako te finančne perspektive nove, kot seveda teh načrtov, ki so bili prej omenjeni. In brez vključitve bančnega sistema v to mislimo, da ne bo možno izpeljati te stvari ustrezno. Zakaj? Zato, ker banke imamo ne samo znanje, znamo upravljati projekte, znamo tudi upravljati tveganja in dejansko lahko pomagamo komitentom, tako kot je bilo prej rečeno. Mi smo tudi ravno seveda še menjati, da je treba tu večji poudarek na povratna sredstva. Zakaj? Zato, ker nepovratna sredstva nimajo istih vzvodov, to so pač enkratne, ni multiplikacije. Ni najbolj pomembno zdaj, to je crowding team, se pravi, kako priti privatnih investitorjev in kombinacij teh novih inštrumentov. Hkrati seveda je tudi problem, da tu ni noter neke kontrole, ki je pač normalna v bankah, ki se navadno te administrativni cilji ne poistovetijo z gospodarskimi ali pa ekonomskimi cilji in so seveda potem tudi proizvodno lahko prešljivi, kaj seveda to pomeni banke, dobro vemo vsak dan, ko s komitenti govorimo. Še pomembneje, če dovolite, bi pa omenil, da je v teh programih, o katerih se tudi danes govorilo, pa jih vsi poznamo, pa pečemo konkretno načrt za odpornost in okrevanje, večina teh sredstev zdaj namenjena v bistvu javnemu sektorju in to je bilo rečeno uvodoma s strani predsednika gospodarske zbornice, ne gospodarstvu, ne privatnim in raziskovalnim sferam. In če bi mi želeli res narediti prehod, tako imenovani zeleni ali kakorkoli pač trajnostni prehod, želite ga imenovati, če bi želeli imeti neke nove poslovne modele, če želimo imeti nove investicije, če želimo narediti nove razmerja tako v energetiki kot druge, seveda treba tako zadevo vključiti v kontekst tega, da bi se več v gospodarstvo, več v ta del. Zlasti pa bi morala ta sredstva zniževati tveganja, ki tu nastajajo. In zakaj? Banke vseh teh novih tveganja okolja, ki so nastala, ne moramo prevzemati samo svojim kapitalom in tudi zato niso zlasti poslovne banke tu. Mogoče lahko SID banka tu naredi nekaj in delamo v tej smeri, imamo neke inštrumente, sam po moje zdaj le prekratek čas, da vse te inštrumente zdaj navedemo. Jaz bi rekel samo sledeče, mi smo bili pozvani tudi pri načrtu za okrevanje in odpornost in smo dali predloge, katere inštrumente, katere finančne ukrepe bi bilo potrebno dati, kakšna kombinacija nepovratnih in povratnih sredstev bi bila bistvena in kako vključiti banke. Naš predlog in tudi pogovori so tekli z ministrstvi okoli 3,6 milijonov za ta načrt, kajti ocenjujemo, da bi bilo to tisto, kar bi zdaj delno pokril potenciale, o katerih je govoril gospod Šimonka. In žal ti naši predlogi niso bili upoštevani. Seveda, kaj je rezultat tega, bom jaz težko zdaj ocenjeval, lahko nam sam en primer ali pa dva. Primer iz načrta za okrevanje in odpornost Italije. Luka Trst dobi iz tega načrta 450 milijonov sredstev. Torej toliko skoraj, kot dobi celo gospodarstvo v našem programu. Dobro, ni primerjava glede na teh 200 milijard, ampak vseeno Luka Koper vemo, da ne dobi iz tega nič in seveda to ima konkretne gospodarske posledice. Podobno je stvar na energetiki. In ne bi tu šel naprej, gospod Groznik je to že omenil. Mi smo pripravili nekatere tudi instrumente, kako bi to
naslovili konkretne kombinacije teh instrumentov, kjer se kombinira tako z nepovratnimi sredstvi, našimi sredstvi, evropskimi sredstvi in pa seveda sredstvi poslovnih bank, ter seveda gospodarskimi sredstvi, ki so že nastavljeni. Mogoče je bolj pomembno, da omenim čez kako naprej. Gospa Kebiš je tudi sama omenila v svojem nastopu, da v Evropi so stvari nekoliko drugačne in mi to poznamo, kako seveda sodelovati, da bomo prišli do tega, da bomo trajnostno lahko delovali, je po moje za 3 vidikov, ki jih imamo tu potrebno videti najprej, kaj je narediti možno v okviru večletne finančne perspektive, ki zdaj v programiranju tu mi nismo vključeni in verjetno tudi ne tako gospodarstvo, kot je treba, ampak nujno bi bilo tu oceniti potrebe trga, potrebe teh inštrumentov oziroma teh investicij, ki so potrebne ex ante, oceniti ta potencial in seveda razvojni koncept. Jaz veste, se že dolgo zauzemam, sam bi imel tudi nek nov razvojni model, ampak verjetno to prevelika zahteva. Gre seveda za to, da se bi skušali te zadeve nekako poenotiti in potem to vključiti v programe, ki so ali že prisotni ali pa tisti, ki jih na novo oblikujemo z novimi finančnimi instrumenti. SID banka ima tu izkušnje, mi smo preko skladov že naredili neke modele, kako te kohezijske sredstva že v prejšnji finančni perspektivi uporabiti. To dobro teče, banke tudi to izvajajo odlično in imajo izkušnje in bi to lahko naredili, vendar bom uporabil tu izkušnje tujih bank, tako razvojnih kot drugih, med vodilne države, kot so Nemčija, Francija, velike, ne Poljska, pa tudi male, Estonija, Madžarska, Češka. Tu uporabljajo, poleg tega, da imajo seveda vse svoje razvojne načrte zelo jasno, kaj želijo in določene projekte, tako v energetiki, kot zdravstvu, kot seveda v gospodarstvu, oni kombinirajo vsa ta sredstva, povratna, nepovratna, zapirajo velike tveganja z nepovratnimi sredstvi in jih skušajo z garancijami, ki jih dobijo, torej državna jamstva, evropska jamstva, pokriti preko bank, preko razvojnih bank in tem temi tudi seveda subvencije obrestne mere. In seveda, bistvena stvar je subvencioniranje konkretnih prednostnih projektov, ki nastajajo v gospodarstvu in za katere je treba ta sredstva uporabljati, če želimo imeti razvoj. In to pomeni, tako v okviru načrta za okrevanje odpornosti je potrebno ta načrt razširiti, izporabiti vsa sredstva, ki so še na razpolago, ta nepovratna in seveda vsa povratna, ki so še bistveno več. Na drugi strani pa seveda v okviru večletnega finančnega okvira te politike, te cilje politik, ki se tičejo tako gospodarstva na eni strani kot zelenega, občin in pa seveda drugih razvojnih, raziskovalnih možnosti, spraviti v okvire, ki jih gospodarstvo prizadeva v naslednjih 3 letih. Tu je treba biti zelo konkreten in SID banka ima tu konkretne inštrumente in produkte, s katerimi lahko že delno naslovimo to zadevo. V posameznih primerih seveda delamo to z posameznimi komitenti in tudi s poslovnimi bankami, vendar bi bilo treba to sodelovanje okrepiti. Namreč po moji oceni brez vključitve bank, to in gospodarstva, novo obliko investiranja in seveda zdaj, bomo rekel, kar neko skupno planiranje ali usklajevanje ex ante teh razvojnih potencialov, ki Slovenija ima, teh razvojnih potencialov ne bomo mogli izkoristiti. Samo delovanje preko tega obstoječega sistema ne daje tega rezultata tudi v drugih državah in ga ne bo dala tudi v Sloveniji. In tu je seveda eden od možnih povezovalcev Slovenska izvozna razvojna banka, vsekakor pa je po moje nujno, da smo v tem področju tudi pripravljeni sodelovati pri generiranju projektov. Namreč tudi tu so težave, nekateri projekti niso dovolj dobro pripravljeni, da bi bili tako imenovano bankable, torej imamo težave na tem področju. SID banka ima tu seveda posebno projektno pisarno in s to tudi skušamo delovati in pomagati projektom ali pa posameznim problemom, da je to premalo. Seveda tudi druge poslovne banke, ki morajo in ki poznajo svoje komitente, aktivno kako najti prostor in da tudi seveda potem povedati v okvir tega programa, o katerem sem govoril. Samo na ta način bo po naši oceni možno, torej z vključitvijo gospodarstva, vključitvijo bank, uvesti te nove finančne instrumente, nove finančne mehanizme in delitve tveganj, ki so to nujno za uspeh, oziroma če ne bomo tega naredili, ne bomo možno izkoristiti priložnosti, ki se nam ponujejo in bo konkurenčnost slovenskega gospodarstva nedvomno težko ostala na nivoju, ki je trenutno, hkrati pa se nam lahko zgodi, da ne bomo naredili tega tako imenovanega trajnostnega prehoda. Torej, v naši luči pogleda so to nujni ukrepi, ki jih je potrebno izpeljati skupaj z bankami in gospodarstvom v najkrajšem možnem času. Hvala lepa, vsekakor bo sodelovanje eno bistveno bolj pomembno v preteklosti. Gospod Šimonka je zdajle nekako strinjanje izražal s tem, kar je bilo povedano, pa bom kar povabila zdaj vas pravzaprav. Gospod Šimonka, kaj menite, torej, da bi bilo treba narediti in kaj lahko banke skupaj za gospodarstvo naredijo za to, da bi lahko zdaj izkoristili
te razvojne priložnosti. Zdaj pa je slika zamrznila, pa tudi slika nimamo, pa kar, zdaj pa bo. Zdaj pa je. Ja, zdaj vas slišimo sicer slabo, ampak pa. Gospa Solšek Jerman, v Petrolu ste se lotili te strategije oziroma že kar izvajanja strategije energetske preobrazbe in s tem tudi seveda investicijskega cikla in pa tudi seveda ste soočali z izzivom zagotavljanja transparentnosti pri prehodu in spremembah. Ste eno redkih podjetij, ki je že pripravilo, bi rekla, tako precej kvalitetno popolno poročilo, zanj ste prejeli v Petrolu tudi nagrado, pa se srečujete, da kako ocenjujete ta proces, je bil to težaven proces, zagotavljate recimo podatke, kot so zahtevani za vrstno poročanje in merjenje prehoda, ker namreč poleg tega, da bomo tukaj morali še vlado in sodelovanju med seboj bodo pa vsi morali zagotoviti to podatkovno kvaliteto in transparentnost, zato da bomo lahko merili te naše tranzicijske projekte. Zvočnik, prosila, hvala. Evo, takole, hvala. Že leta 2012 smo se prvič izkazali, kakšni so naši trajnostni koraki. Moram reči, da v zadnjem času se zadeve tudi kar precej spreminjajo, tudi terminološko, trajnostno postaja ESG, gre pravzaprav za podobne zadeve, morda nekoliko bolj strukturirane. Predvsem pa nam je sedaj izziv ta taksonomija ali tako imenovana klasifikacija naših naložb.
po teh novih merilih, ki še niso povsem dokončna, nekaj je že znanega, nekaj sivih lis smo že prepoznali, se bo pa treba že tudi izkazovati prihodnje leto do neke mere. Se pravi, če pogledam naš portfelj naložb, vse tiste večinoma je zelenih, se pravi sodi v NACE klasifikacijo, ki je neka prva razporeditev, kjer prepoznamo, ali smo naš CAPEX vlagali v nekaj, kar bo spreminjalo našo trajnostno identiteto. Recimo sam retail pa nekako težko umestimo v tem trenutku, kam točno bi sodil, tudi ni na tem seznamu, čeprav ga bomo pač intenzivno spreminjali z moduli, ki bodo pač pospeševali uporabo nekih drugih energentov oziroma alternativnih oblik energije za promet. To se pravi, zajem podatkov za transparentno poročanje je zelo zahtevno. To terja tudi povsem upeljavo novih digitalnih orodij. To tako v podjetju, kakršne je naše, kjer imamo veliko diversifikacijo poslovnih procesov, predstavlja precejšen izziv, tako da uvajamo številne nove platforme za zajem podatkov, ker tukaj je največja težava, če pravilno ne zajameš na začetku podatkov, enostavno tudi kvaliteta izhodnih podatkov ni zadovoljiva. To pomeni potem veliko ročnega dela, veliko ročnih seciranj, tako imenovano mrtvih dokumentov. Če v nekem računu iz komunale dobimo 5 postav kot fiksen podatek, jih moraš v bistvu v pomoč za izračun svojega okoljskega bremena, svoje porabe vode in tako naprej, razčlen dobesedno ročno. In to pomeni ogromen človeški effort, to je sami tak mini detajl. Tako da je na tem začetku čist tega podatkovnega vidika treba ogromno delati, da bomo v neki kratkoročnem času prišli do avtomatizacije in potem, da bo lažje postavljati kazalnike in podobno. Sicer pa nasplošno, zelene naložbe, tukaj je največji izziv donosnosti investicij, to smo danes že slišali, Danes izračuni ekonomike enostavno na način, kot smo jih bili vajeni v preteklosti, ne štimajo več. Potrebno je vključevati nove parametre, ceno oglika, ceno energetskega prihranka, ki ga v nekem projektu zagotavljaš, ceno, ki se bo odrazila na koncu v skupini nekega podjetja pri zmanjšanju ogličnega odtisa, najprej seveda v skop 1, v skop 2 in kasneje naprej. V glavnem, tako da naši odločevalci, predvsem pa lastniki, morajo pač tudi ogromno še, vsi moramo ogromno napredovati pri razumevanju tega, kakšna bo naša odgovorna dobičkonosnost na koncu dneva. Recimo, do teh, kjer so omejena, mora biti do določene spremembe gospodarstva sredstva, je tlakovana z temi procesi, ki jih moramo vsi skupaj in gospodarstva in banke zelo hitro usvojiti, še nedodelanim regulatornem okviru. Če tega ne bo skupaj skupaj, ne bomo velišči. Trenutno je na tej poti ogromen pripad različnih idej, kako bi to storili. Dobivamo dobesedno od gospodarskih družb, od vseh bank, zelo različne, bom rekla, vprašanjke, zelo različne zahteve, zelo detaljne, na katere niti ne smemo izkazovati v resnici. Torej, tukaj je ena entropija želja, kaj naj podjetje izkaže dobesedno vsakomur, ki ima neko interakcijo z njim, bodi si z neka financiranja in sorodno. Tako da računamo na neko poenotenje na združenju bank, recimo vsaj glede tega, ker enostavno, ko imaš postavljen nek model, pa ga še postavljaš, da res ne moreš dobesedno na neki tailor-made potrebi stalno spremenjati. To je z vidika časa in resursov človeških v bistvu nemogoče. Enotno istega klienta meriti, se temu enostavno rečem, veliko dela je pred nami vsemi in sicer mislim, da ga bomo morali skupaj oddelati, ker vsak pozna svoj del in svojo plat in tako poslovanja potrebno ogromnega in čas nas pa kar priganja. Nekaj čas pa kazalo, da imamo status, da nimamo. Pa ne zaradi regulativa, vse želimo, vsaj še tukaj podjetje, izvajati, financirati, moramo najprej podatkovno, da jih bomo umeli potem. Hvala lepa, da so pozornost res usmerili k temu, ker na koncu ti detajli lahko veliko krat preprečijo, da bomo naprej v našem razvoju.
Posebej tudi gre za to, da je pri vsaki branži, vsakem sektorju potrebno poznavati tega dobro in te indikatorje potem identificirati prihajajoč sektor. Tisti ljudem, kot rečeno, eden izmed tistih ima priložnosti razvojne, ampak jih bo pa treba meriti. Zdaj gospod Podagajlo, Slovenija, ste že prej omenili, je med tistimi, ki je med prvimi pridobila znak Safe Choice. Ta znak je vključeval tajnost in varnost. Tako meriti v sektorju. Tukaj merjenje trajnosti, varnosti poenoteno znotraj Evrope, pa znotraj Slovenije, so indikatorji jasni, je to nekaj, na kar se lahko bančni sektor pre. Ja, mogoče bi najprej samo omenil primer enega takega zelo fajn sodelovanja na področju trajnosti, ker sem bil še v Hitrpineju v Kranjski Gori, prav s petrolom, ker je gospa Soša govorila, namreč menjava ogrevalnega medija za kotlovnico v Kranjski Gori, za Hitrpinejo, iz kurilnega olja na lesno biomaso. Tukaj je pač okoljsko super zadeva bila, tudi prihranki firme zelo veliki, in zdaj ta zgafan sodelovanja, ki se je podneje razširilo še iz firme, še na večino, ali pa na zelo veliko večjih objektov v občini, se pravi destinacijsko, zelo zadeva zapeljana. Zdaj, ker poje zdaj s tem sicer ne vem več, ampak mislim, da je zadeva zelo uspešno. Zdaj, to, ko pa pravite pri Safe Choice oziroma Green and Safe okoljski znak pri nas v Sloveniji, tukaj moramo ločiti. To gre za praktično za zadevo v času COVID-a, ko smo preko tega znaka, ki ga je Slovenska turistična organizacija razdelala, nagovarjali obiskovalce in zagotavljali varno bivanje. Zdaj vsebina pač tega je bila zavezana, da tako rečem, po upoštevanju NIJZ-evih higienskih priporočil. Ta priporočila je NIJZ izdal, mi smo potem skupaj še z njimi in pa z MGRT-jem razdelali priporočila za posamezne segmente, hotelov, kempov, igralnic, agencij, gostinstva, outdoor in tako naprej. In še zdaj pa so objavljeni tudi na spletni strani, so NIJZ-evi objavljeni, in vsak ponudnik, ki je vstopil v ta okoljski znak, se je zavezal, da upošteva ta pravila. To zdaj ni čisto, kar mi govorimo. Zdaj, en drug problem je pa ta zelena schema slovenskega turizma. To je pa res zelo dobra stvar, iz drugih turistično zelo razvitih držav, ko gleda pač, kako se to izvaja. 7 let je od začetka, je pa nivojska, nivo podjetja, nivo destinacije, pa nivo države. Podjetniški nivo, ki je zdaj najbolj zanimiv, je zelo enostaven. Praktično vsak ponudnik, ki želi postati član te zelene scheme, se mora certificirati v enem izmed mednarodnih okoljskih certifikatov. Da je to Ecolabel, oziroma Ecomaretica, je to Travel Life, je to Green Key, je to modra zastava za kupališča, je to Eco Camping, ali pa Green Glamping. 9 jih je, mislim, da vse skupaj, in je pač popolnoma jasno, če nekdo izpolnjuje kriterije ali ne, če je certificiran, da je izpolnjuje, drugače pa pač ne. In tukaj je potem tudi preverjanje na vsakih par let se dogaja. Vsak certifikat ima različno periodiko, leto, 2, 3 pač pokorje, in se pač skozi to lahko spremlja vključenost v to schemo. Pri tem dobro, zdaj ni časa, da bi razlagal, na destinacijskem nivoju pa ni nekih takih vprašanje, ampak trenutno pač to teče na ta način. V turizmu je na ravni evropski nacionalni že dovolj certifikatov, ki so vsaj zdaj prvi korak ustrezni za uporabo pri preverjanju in spremljanju te komponente, ki je pomembna čez turistne spremljanje. Zdaj, jaz bom zaradi časa, mislim, da je to vprašanje, da res bi lahko cel dan porabili, ampak vendarle bomo morali počasi zaključiti, pa upam nadaljevali potem dialog izven konferenčnih datumov in pa časov, ne samo med sabo, da ste absolutno zainteresirani na voljo, ampak tudi z oblastniki in policy in svetovalci ekonomskih politik. Zdaj pa za zaključno misel prosim gospod Stajčevsko, gospoda Deha, gospoda Ilana in na koncu gospoda Porodnjaka z vprašanjem, smo v bančnem sektorju opremljeni in pripravljeni, da podpremo gospodarstvo v obdobju in na kakšen način.
imamo pritisk, kaj moramo še narediti, da bo to končalo. Jaz bom rekla takole, menim, da se v bančnem sektorju zelo intenzivno pripravljamo, da podpremo to spremembo paradigme, bom rekla, oziroma spremembo okoljske in družbene in upravljalske stvarnosti. Tukaj je potrebno veliko vlagati v znanje ljudi. Vidimo, in to, kar je tudi gospod Čimovka omenil, da stvari se spreminjajo, razumeti moramo poslovne modele naših strank, hkrati pa sprejemati zakonodajo, ki bo tukaj obsežna in upam, da se ne bomo zgubili v detaljih. To, kar je tudi gospa Svojšek omenila, da potem začenjamo spraševati različne stvari, neusklajeno ali pa pač na način, da dejansko delujemo en drugega. Skratka, veliko dela je pred nami, seveda delamo intenzivno vsi, tako na Združenju bank Slovenije kot posamezne banke, mi tudi v sodelovanju z našo OTP skupino. Čas je pa tukaj pomemben, tako da ni veliko časa, čez 5 let, ko se recimo te programi razni načrti stečejo, to je jutri. Tako da predvsem pa moramo delati tisto, kar govorimo, in da pač res začnemo stvari izvajati v korist vseh nas. John, we cannot hear you. I don't know whether, do you hear us? I do now. I didn't get the last transitional handover, so thanks everyone. I mean, look, the banks are very willing to support a dynamic transition, and there's a lot that can be done, and that is being done. I think it's fair to say, if you look at our bank, even though we've been active on positive climate change and ESG initiatives for some time, since probably 2016 or earlier, the real momentum is just beginning now. So I think we all have to be self-aware that the intensity of engagement needs to pick up a lot. And this is, I think, a call to the people in our bank, as well as I think to the call to all of our clients, partners, and other stakeholders in the ecosystem. If I look at our bank, we have now started the journey more earnestly. So we've set up, I believe, the proper governance, and we have the right board, the right dynamic strategy to sort of tackle this with this balanced approach now going forward. And I really see now probably 4 areas of key focus that we have that I think are good examples for the rest. So the first one is we really need to embed climate change and transition risks into our strategy. This, for a bank, means you need to focus a lot on changing the way you do risk modeling, capital planning, business ratings, targeting your clients, and that means not targeting certain other ones or having a right exclusion policy for polluting sectors. And obviously, using the opportunities within the ESG transition to position the bank in the right way. So I think this applies to us, it applies to the other banks, and certainly any company is getting that focus into their strategy with a decisive manner, led by example. The second thing that we need to do at NKBM, and that I think everybody needs to do, is really look to reduce our carbon intensity. So we've made good progress on our level 1 and level 2 carbon emissions. We reduced by almost 40% now over the last 4 years. But that still is a long way away from where we need to be collectively or where we want to be individually. So I think all of us have to walk the talk here and start to significantly look at what investments are needed to get to carbon zero. And obviously for banks, it's that level 3 emissions, which is the challenging one. This is where you look at what your clients are doing and you look at the impact of your financing those activities on the economy. So here, as I think was mentioned earlier, a lot of the challenges around getting the right data so that the banks know how to price credit, know how to apply basically ESG into the credit management process. So the taxonomy is extremely important, and the publication of transparent data so that customers and banks and policymakers can all make the right decisions. This is somewhere I think lacking still, but it is something in motion, and there's a lot of push needed, I think, to get that over the line. I think the third area where we are trying to focus now, and I think all of us also need to do the same, is really raising awareness, first with our staff, and secondly with our clients on what they can do to reduce their carbon emissions themselves. And this gets more interesting when you get away from corporate sector into retail sector, letting clients know what is their own carbon footprint, letting them know what options they have, where to either invest money, for example, in green funds, or how to take advantage, for example, for eco-friendly housing mortgages for their own investments. This is going to be, I think,
the flavor of the next phase. And that's really the fourth area is, we are working on launching green products. We want them to be not just, as I sometimes quote, 50 shades of green, but really properly green, not just greenwashing, but really having an impact that really helps us reduce the footprint overall. So these are some of the things we're doing, and I think some of the lessons that some of the other banks and some of the other sectors can take advantage of. And certainly there's much more. Ultimately, it comes down to we as leaders, many of the people on this conference are leading different entities or leading companies and sectors, so we need to get more engaged and we need to basically move faster. One thing is certain, you can see the impacts of global warming on the nature. Even in Slovenia, look at the glacier at top of Triglav, it's shrinking. And look at the impacts and the frequency of disasters. So I think the data is no longer in dispute that there is a problem. But what's for sure, we're not moving fast enough. We're not really implementing, I think, as a society, even in Slovenia, at a fast enough pace. So that's something policymakers, financial sector, and all the producing sector, as well as individual clients, have to team up and move faster. I see a lot of programs. I think many of you watched the COP forum outputs. Many of the commitments, though, are not really till end of 2020s or some of them till end of 2030s. So it's just too little too late. And this is where I think Slovenia has a real chance to make a bigger relative change happen, a delta, but also to actually lead the way as a community that prides itself on closeness and proximity to nature. I'll pause there because I think there are some other speakers who would like to go. Thank you very much. Torej, sposobnost izkoristiti razvojne priložnosti, ker je vprašanje so vedno odvisne od posameznika oziroma posameznega podjetja pa banke, ne posebej pa od ambicioznosti tega subjekta in zmožnosti se prilagoditi tem spremembam, ki so nastale. Namreč, po moji oceni je problem okolja, pandemije, globalnih sprememb in ostalih stvari, o katerih smo danes govorili, je zelo premešal gospodarske, finančne in poslovne karte, ki se spremenil tudi ta pravila igre. In v tem novem okolju seveda moramo banke tudi spremeniti svoj način delovanja. Vsi vemo, da so se nekatere stvari zgodile, ki so bistveno različne od tega, kar se dogaja zadnjih 50 let. Če vzamemo samo veliko zadolženost ali pa prekomerno zadolževanje in pa seveda vse zadeve, ki se tiče teh stimulativnih ukrepov, o katerih smo danes že govorili. Ne nazadnje pa seveda te spremembe v okolju, ki silijo nas banke v to, da spreminjamo bančništvo. Bančništvo ni več samo ekonomsko pogojeno ali pa da ima samo ekonomsko kategorijo, ampak ima tudi druge kategorije. Zelo jih danes popularno imenujemo ECD, ampak to je širše. Bančništvo postaja interdisciplinarna zadeva. In če tega ne moramo upoštevati, ne moramo več delovati v tem spremenjenem okolju. In tu seveda se spreminjajo tudi druge stvari, od tega, kakšen denar v prihodnje, torej govorimo tako od centralno bančnem denarju, kot komercialnem denarju, do seveda tehnologij in pa ne nazadnje tudi trga kapitala, ki je banke delujejo. Vse to zahteva od nas, jaz temu direktno pravim, spremembo načina mišljenja in na podlagi te spremembe načina mišljenja tudi spremembo tistih naših osnovnih stvari, ki jih delamo. In to je prvo v kontekstu prevzemanja tveganj. Namreč tu je verjetno, če želimo izkoristiti te priložnosti, potrebno najti načine, kako deliti ta tveganja in kako s temi tveganji na novo videti v nek sorazmerje tega, kar imamo na drugi strani kapitala banke. Gre za tako imenovane tveganja okolja ali pa spremembe okolja do spremembe tega prehoda vseh podjetij in celih gospodarstv v to novo brezoglično družbo. In tu verjetno kapital ni dovolj, ampak se treba najti druge mehanizme, ki bodo ta tveganja delili. Hkrati je pa treba povedati, da smo banke, zlasti v Sloveniji, ključne pri teh spremembah. Namreč smo ključni usmerjevalec, ali pa financer prihodnosti. Namreč kam se bojo naše investicije vrnile, od tega bo odvisno, kakšni so učinki slovenskega gospodarstva tudi do prihodnje. In tu je zato pomembno, kako deliti ta tveganja. Namreč, če banke ne, zmoremo svoja tveganja ustrezno oceniti, obravnavati in tudi upravljati, potem smo navadno zelo konzervativne in se ne spuščamo v take investicije, ki bi bile pa seveda potrebne. In tu je ključen problem tega prehoda in tudi tega, kar ste vprašali, kakšne so potrebne oblike inštrumentov. Namreč, vemo, da investicije, ki jih bomo morali narediti zaradi tega prehoda in tudi zaradi okoljskih zadev, ne bodo dale tako rezultatov, kot so bili navajeni v preteklosti, tako z vidika donosnosti, kot z vidika drugih ekonomskih vidikov. Zato pravim, da je tu širši vidik
s katerimi moramo računati in zato je treba najti tudi to metriko. In ta metrika se začne, kot je bilo lepo povedano, že pri podatkih, ki jih rabimo in ki bodo ključni za to ocenjevanje tveganj, do tega, kakšne so metodologije, ne nazadnje metrike uspešnosti. In tu mi kot Razvojna banka seveda temeljimo že več let na tem, da seveda ni vedno samo donos metrika uspešnosti, ampak da je učinek metrika uspešnosti, ker je učinek, ki zagotavlja neko znižanje CO2 ali pa druge zadeve, lahko prispeva k temu. Skratka, glede na vse omejen čas, da ne bom predolgo rekel, da samo na ta način, da bomo imeli te stvari nekako v okviru, bodo lahko oblikovani novi finančni instrumenti, ki bodo omogočili to investiranje v prihodnost. In mi moramo videti kot bankirji, da tu obstojijo alternative in možnosti. Ni logike, da pristanemo na tako imenovano TINA kategorijo, ne? Torej, there is no alternative v tem smislu. Ne, tu so priložnosti, tu so možnosti. Namreč, gledajte, te spremembe seveda so spremenile bančništvo. Sam sem v tem več kot 30-letnih bančništvo ni več tako, kot je bilo nekoč. Danes je drugačno, vendar ta kontekst daje velike priložnosti ravno za banke. In ravno banke smo lahko tiste, in pripričan sem, da bomo tiste, ki bodo lahko spremenile to financiranje v smer trajnostnega razvoja oziroma trajnostnega bančništva, kajti le tako bomo lahko stali in obstali tako v Sloveniji kot v Evropi. Hvala lepa. Banke sigurno lahko vodijo to tranzicijo. S tem bomo govorili še tudi popoldne. Gospod Vodnjak, vodite banko, ki ima izkorišča tudi regijske priložnosti, ima zelo jasno strategijo, ali smo sposobni tudi te priložnosti tranzicije v okolju prijazno izkoristiti skupaj doma. Jaz trdim, da smo, in ne bi zdaj filozofiral, ker so kolegi še posebej zasebno na koncu pa dovolj celovito povzeli, kaj so te bančništva. Jaz bi se dotaknil nas kot ljudi v gledalu, nas kot posameznik, ker začne se kot posameznik. Eno je taksonomija, metrika, sistemski ukrepi, investicijske odločitve, drugo pa je neko gibanje bolj pametno. In vsakič, ko ugasimo luč v prostoru, ker nikogar ni, se bomo vprašati, zakaj tam nikogar ni bolj gori. Vsakič, ko peljemo več kot 120 km/h, kar se vse zabliža, da nikoli zdaj več ne bom, se bomo vprašati, zakaj pošljemo to energijo, to je nepotrebno. Vsakič, ko ogrevamo prostore, v katerih bivamo ali delujemo, in so segreti na več kot 20 stopinj Celzija, se bomo vprašati, zakaj. In tako naprej. Če bomo uporabili stanovanje energije, bo seveda probati klimatska vprašanja ustrezna in naslovljena, seveda, ko vidimo, da se mučimo za proizvodnjo na vzdržen in na način. Še enkrat bi se pa dotaknil predvsem teh družbenih elementov, trajnostnega preboja in tranzicije, niso samo okoljske teme, niso samo klimatske teme, so predvsem družbene teme. In v Sloveniji imamo tudi temi daleč največji, še vedno. Če ne bomo dajali priložnosti pravim ljudem o pravih temah, bomo trpljali za svetom, smo trajnostni narod. Vse pogledajte si, kje smo na zadnjih olimpijskih igrah poletno dobili medalje, veslanje, plezanje in kolesarstvo. Pokažite mi bolj trajnostni narod na planetu. Kakovost bivanja v tej državi je glede na produktivnost daleč najvišja na planetu. Pa bi glede na produktivnost tega nismo stvorili. Pa lahko pa dosežemo še tako zelo veliko več. In ne samo v Sloveniji, tudi celotno Sloveniji. Tako da dajmo strniti glave in se odločiti, da bomo. Dajmo vsak dan 2-5 pričati, da res ne gori luč. Če vedno hodim po banki, da rešujemo oči. In tako naprej. Dajmo enostavno se kolektivno odločiti, da bomo Sloveniji svet na bolje. In potem bomo bolj pametni. Banke bomo pa itak svoj narod morali narediti. Pa ne zato, ker ne financirajo, ampak zato, ker bo to nujno svoj bomo stavili. Hvala vsem za konstruktivno sodelovanje in v tej agendi, to mi je sveta na bolj. Hvala lepa.